V 7. krogu je v Ljudskem vrtu gostovala ekipa Brava. Po izjemnem začetku in hitrem vodstvu po zadetku Vida Kodermana in pogojno rečeno hitri izključitvi Blaža Vrhovca se je končalo z izidom 1:1. Vse skupaj nas je le še bolj povezalo v misli, mi eno smo in da ni predaje. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Ja, res čudna tekma, zelo dobro smo začeli prvi polčas, dali v prvi minuti gol, pri igralci še nekaj priložnosti, škoda ta 30. nekera minuta je prelomila tekmo, rdeči karton Vrleta, pa še na koncu ta penal, ne bi zdaj šel v to v sodniško odločitev. Škoda, da nismo osvojili te 3 pike, da bi se lahko priključili Kopru, ampak zdaj je, kar je. Moramo se zdaj spočiti, pripraviti za naslednjo tekmo, zdaj je reprezentančna pauza in moramo to dobro izkoristiti, da se lahko pripravimo v miru. Začetek po pričakovanjih, na 2 težkih gostovanjih se nekako nismo znašli, nismo bili na nivoju, kot bi si ga želeli, medtem ko mislim, da smo se domače tekme odigrali na dobrem nivoju, da se nam nekako ekipe zapira, ampak kljub temu si pripravljamo priložnosti, kar je sigurno pozitivno, treba definitivno izboljšati samo realizacijo. Po drugi strani pa tudi, bom rekel, v tekmah zmanjšati, bom rekel, neke individualne napake, ki se pojavljajo v sami igri. Tako da, bom rekel, soliden začetek, zdaj se treba v teh 14 dneh napolniti baterije, kljub vsemu, da imamo kar nekaj reprezentantov, ki se bo, bom rekel, klatili po Evropi, ampak, tako sem rekel, tisti, ki bo tu, čaka nas naporno delo in, bom rekel, verjamem, da bomo naslednjo tekmo pričakali dovolj pripravljeni. Gremo Maribor.